Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večerje zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je sreda, 17. junij 2026. Z vami sem Mitja Sagaj. Katere teme izpostavljamo tokrat? Ob jubileju so v Domu pod Gorco pripravili ganljivo srečanje s skoraj 87-letno Magdo Žezlina, prvo varuhinjo bolnikovih pravic, ki je pomembno zaznamovala razvoj pacientovih pravic pri nas. Kako so hiše, ki jih nihče ni hotel, postale ena najbolj zaželenih nepremičninskih priložnosti v Evropi? Škarje, punk in stara šola. To je zgodba Mariborčana, ki je svet zamenjal za domačo ulico. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Obiskali smo prvo varuhinjo bolnikovih pravic v Mariboru, Magdo Žezlino, ki v Domu pod Gorco tudi neformalno nadaljuje svoje poslanstvo pomagati sočloveku. Tam je bila kolegica Jana Juvan. Jana, povej, kaj je gospa povedala? Ja, gospa, ki bo kmalu dopolnila 87 let, je bila vidno ganjena, da so ji pripravili ta dogodek ob 25-letnici v bistvu vzpostavitve prve pisarne varuhinje oziroma varuha bolnikovih pravic. Povedala je, da je pač vedno želela pomagati ostalim in da to počne še danes v Domu pod Gorco. Pove ljudem, ki so tam, na koga se lahko obrnejo in tako naprej, ker da ne more gledati človeka, ki trpi in da že sam pogovor v bistvu lahko reši marsikaj. Pravo poslanstvo. Torej, daj spomni nas, kako je sploh prišlo do tega instituta v Mariboru takrat. Ja, tudi to so danes spet spomnili. Maribor je bil pravzaprav prvo mesto v Sloveniji, ki je imela tovrstno pisarno. Ideja za to je nastala na posvetu medicina in prava, ki je vsako leto že 35 let na Mariborski univerzi. In potem je prav gospa Magda Žezlina orala to ledino, postala je prva varuhinja bolnikovih pravic. Prizadevala pa si je zelo, da je kasneje prišlo tudi do zakona o pacientovih pravicah, s katerim pa se je vzpostavil še institut zastopnika oziroma zastopnice pacientovih pravic, ki so zdaj po vsej državi prisotne. Ampak Maribor še vedno ohranja tudi varuha oziroma varuhinjo. Po Magdi Žezlini je to vlogo prevzel France Prosnik, nato Lidija Breznik, zadnje leto pa je varuhinja v Mariboru Jasna Cajnko. No, tudi aktualna varuhinja je bila na dogodku. Kaj pravi, kakšno je danes stanje na tem področju? Ja, gospa Jasna Cajnko ugotavlja, da se glede na poročila varuhov skozi leta težave ljudi ne spreminjajo bistveno. Ocenjuje, da je sistem zdravstva žal ni zastavljen uspešno, zato pa, da imamo dvoje žrtev, kot pravi, paciente in zaposlene v zdravstvu. In da bodo zato potrebne sistemske spremembe, je opozorila. Povedala pa je tudi, da v zadnjem letu, kolikor je sama v tej vlogi, opaža, da ljudi najbolj pestijo težave z izborom osebnega zdravnika in dolge čakalne vrste. Hvala, Jana. Še pred nekaj desetletji so bile zapuščene kamnite hiše, stare kmetije in razpadajoče ruševine simbol propadanja podeželja. Mladi so odhajali v mesta, številne vasi po Evropi pa so se praznile. Danes se dogaja skoraj neverjeten preobrat. Hiše, ki jih nekoč nihče ni želel, postajajo iskano blago. Od Sicilije do Prekmurja vse več ljudi v starih zidovih vidi priložnost za drugačen način življenja, naložbo ali celo nov začetek. Visoke cene stanovanj v mestih, želja po več prostora in stik z naravo so sprožili val zanimanja za obnovo pozabljenih nepremičnin. Med najbolj znanimi primeri je sicilijansko mestece Musumeli, kjer so zapuščene hiše prodajali za simboličen €1. Projekt je privabil kupce z vsega sveta, oživil mestno jedro in pokazal, da lahko stare hiše postanejo motor razvoja. Podoben trend opažamo tudi v Sloveniji. Po besedah nepremičninskih strokovnjakov stare hiše kupujejo predvsem gradbinci, mladi pari in tujci, ki so pripravljeni zavihati rokave. Posebej zanimive so nepremičnine z že urejeno dokumentacijo, pa tudi hiše kulturne dediščine, za katere je mogoče pridobiti državna ali evropska sredstva. Toda romantika starih kamnitih zidov ima tudi svojo ceno. Celovita prenova lahko za 100 kvadratnih metrov veliko hišo stane od 70 tisoč do več kot 150 tisoč evrov. Kljub temu zanimanje narašča. Bomo v prihodnjih letih znali ta trend izkoristiti tudi za oživljanje slovenskega podeželja in praznih hiš, ki danes še čakajo na novo življenje?
Po več kot 2 desetletjih življenja in dela v tujini se je v Maribor vrnil Dejan Anđelković med prijatelji Deki, med tujimi strankami DIN. Brivec stare šole, ki je svoj obrt pilil od Irske in Kanade do ZDA, Portugalske in nazadnje Gradca, je v središču mesta odprl majhen 16 kvadratnih metrov velik barbershop. A kot pravi sam, velikost prostora ni pomembna, pomembna je izkušnja. Dejan verjame, da brivec ni le nekdo, ki striže lase in ureja brade. Navdih črpa iz obdobja pred več kot 100 leti, ko je bil brivec središče skupnosti, prostor za pogovor, zaupanje in oddih. Njegov lokal je zato preplet retro estetike, punk hardcore kulture, starih kosov pohištva in osebnih zgodb, ki jih je nabral na poti po svetu. V pogovoru ob kafeju z Miho Dajčmanom razkriva, kaj ga je naučilo delo v gostinstvu, zakaj prisega na stare brivske znamke, zakaj v njegovem lokalu ni prostora za politične razprave in zakaj meni, da je Maribor danes eden najboljših krajev za življenje. Govori tudi o pomenu lokalne obrti, skupnosti in spoštovanja, vrednotah, ki jih po njegovem mnenju sodobni svet vse bolj izgublja. Celoten pogovor ob kafeju lahko preberete v današnjem tiskanem večeru in na večer.com. To je bil Večer zjutraj 17. junija 2026 in z vami sem bil Mitja Sagaj. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskan in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bom vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Zberemo in slišimo. Ne pozabite, z Večerom razumete bolje.